In je bil derbi. Derbi za spominsko knjigo. In najžlahtnejša potrditev serije naših pubecov, ki so svojo nepremagljivost potrdili tudi v Stožicah. Mirneje so tekmo zagotovo pričakovali domači 4 točkami prednosti na razpredelnici, a je ta skopnela na 1. Maribor je bil preprosto boljši, sploh pa se zdi, da je v taktičnem smislu Darko Milanič pripravil res popolno tekmo, s katero so naši nogometaši dokončno zaprli usta kritikom, ki, pa saj vseeno. Cela ekipa je delovala tako kot mora, no. Pripravili smo se dobro, vemo, kje prežijo nevarnosti, kdo je v formi. In če odrečeš glavni igralci, to nam je uspelo in se pravi, razen tiste, niti to ne moramo reči, da je bila napaka, ampak en moment, ki pa smo malenko zamudili, to je pri golu, vse ostalo se mi zdi, da je bilo narejeno res skoraj do perfekcije. Spomnimo se raje, kako je prišlo do te velike zmage. Uvodne minute so nedvomno pripadle domačim in že v 4. minuti je zapretil Benko. Benko je dobro poizkusil tudi v 19. minuti, ko se je odločil za strel iz razdalje. No, v 22. minuti pa je prvič zapretil Maribor, oziroma bolje povedano Marcos Tavares, ki je bil sploh v uvodnih minutah, pa tudi na včerajšnji tekmi, ena od osrednjih osebnosti v našem klubu. Zatresel je prečko. V 31. minuti je vredno omeniti še poizkus Pihlerja iz dobrih 25 metrov. Le 4 minute kasneje pa prvo veliko veselje v Stožicah. Najprej je Tavares lepo prodrl po levi, fantastično podal v sredino, kjer je še odličneje glavo podstavil Novaković in bilo je 1-0. No, tik pred koncem prvega polčasa je poizkušal še Zajc, ki pa ni bil natančen in 1-0 je bil izid prvih 45 minut. V drugem polčasu se je že v prvi minuti začelo sporno situacijo. Z roko je igral v kazenskem prostoru Delameja Mlinar, ampak ne dovolj za 11-metrovko po mnenju sodnika Juga. No, to ni zmedlo naših pubecov, ki so v 50. minuti uprizorili še eno res krasno akcijo, ki jo je po nesebični podaji Tavaresa zaključil Pihler. Sigurno je to bila idealna tekma za moj prvi zadetek. Ekipa je tista, ki izvrže posameznika in potrebno je igrati kolektivno, tako kot smo mi danes, in če bomo vsako tekmo igrali tako, jaz mislim, da se nam obetajo dobre stvari. Nogometaši Olimpije so poizkušali, a neuspešno. Morda velja omeniti poizkus Vobaja v 59. minuti. V 76. minuti bi kaj lahko bilo 3-0, Santi je požrtvovalno ukradel žogo, Tavares pa bil nenatančen iz roba 16-metrskega prostora. No, v 86. minuti pa le zadetek za nogometaše Olimpije. V polno je zadel Kronaveter. Ko pa je že vse kazalo, da se bo tekma končala z minimalno zmago Maribora, pa še ta akcija prav v zadnji 95. minuti, ki jo je uspešno zaključil Luka Zahović. Res je, odigrali smo odlično tekmo, sem zelo zadovoljen ne samo z rezultatom, kateri je fantastičen, ampak tudi s tem, kako so fantje pristopili, kakšen odnos so imeli do tekme, kako so to izpeljali tehnično, taktično, tako na prvi vtis bi nekdo rekel, da je bila to lahka tekma, vendar ni bila niti slučajno. 3-1, veliko slavje, 14.000 obiskovalcev, zmaga Maribora, derbi za 5 z eno samo napako. Ta ni bil žal v Mariboru, ampak saj bo.